No, najprej greva obiskat Nastjo, to je tista, ki peče pasje piškote, se jo spomniš? Ej, moram reči, da je res odlična, pravzaprav izvrstna poslovna ideja, ne? Ampak tokrat jih ne boš jedel. Obljubi. Katja, jaz, pa zdaj veš, da sem vedno pridn, sicer pa ti piškoti so za pse, ne pa za ljudi. Zdravo, Zdravo. kaj delate? Telovadimo. Skupaj. Skupaj s čim? Z mojo psičko. To je kakšna specializirana, posebna vadba ali kaj? Ja, to je v bistvu specializiran način vadbe med vodnikom oziroma v sodelovanju vodnika in psa, ki prihaja iz Nemčije. A torej ni naša pogruntavščina to? Ne, ni naša pogruntavščina. In zakaj gre? Je treba točno kaj določenega početi ali samo malo se igramo? V bistvu so to kombinirane vaje iz vzdržljivosti, pomeni, da tečemo na začetku na naših treningih. Predtem se seveda ogrevamo, ogrejemo vodnika, ogrejemo psa. Potem pa po teku naredimo krepilne vaje za vse mišične skupine. Seveda pač pri tem tudi upoštevamo, da je pes dovolj motiviran, dovolj vključen. Na začetnih treningih je sicer tega manj, ker se mora najprej kuža navaditi na to dinamiko. Nasploh, da je zraven. Tek niti ni toliko, kako bi rekla, problematičen, ker kužki pač radi tečejo, ne. Pri teh vajah je pa tako odvisno od samega para, ali ima ta pes kakšno predznanje ali pa ne. Ampak vseeno jim je to nekaj novega, ne. Komu to bolj koristi? Lastniku ali psu? Koristi obema. Zdaj sicer o samih učinkih vadbe bi lahko tukaj razpravljali, jih je dosti. Predvsem gre za to, da psa kvalitetno vključimo v neko dejavnost oziroma da preživimo prosti čas skupaj z psom kvalitetno. V bistvu združimo tako naše potrebe pač po gibanju in tudi potrebe psa po gibanju. Hkrati seveda gre za to, da pač te trenutke preživimo skupaj in tudi gradimo na odnosu oziroma ga negujemo na ta način. Kako je priljubljena ta vadba v Nemčiji? V Nemčiji se je v bistvu največji, če tako rečem, boom zgodil ravno pred enim letom. Tudi že prej seveda so ljudje povpraševali, potem pa lansko leto je pa res, so dejansko mediji in širša javnost postali pač malo bolj pozorni na to. Kaj pa v Sloveniji? Je to bila zate, recimo temu, dobra poslovna priložnost? Ja, je res, da je še dokaj zgodaj, ampak lahko pa rečem to, da smo mi Slovenci nasploh to sicer ni kinološka disciplina ali karkoli, ampak kinologija pri nas v Sloveniji je zelo dobro razvita in ljudje so odprti za razne aktivnosti z psi. In lahko pač rečem, da v bistvu nisem toliko presenečena, da so Slovenci zagrabili za to. Ni še sicer zdaj tako, da bi pa to bilo ne vem koliko skupin, ampak jaz sem za prvo leto zelo zadovoljna. Jaz te pa iščem po celem parku. Glej, kaj imam zate. Muffin! Hvala. Samo za mene? Iz pasje pekarne.